Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi sodelavci, sodelavke, prijatelji akademika Janka Pleterskega. Na začetku moram žal dati dve opravičili. Janko Pleterski se opravičuje, ker zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more prisostvovati tej predstavitvi te svoje knjige. Obenem pa se opravičuje tudi akademik Matjaž Kmencl, ki je prav tako zadržan zaradi bolezni. Tako da bi jaz kar na začetku predstavila naša dva predstavitelja, v bistvu jih vsi dejansko poznate, znanstvenega svetnika Zdenka Čepiča, ki je skupaj z mano uredil to knjigo, in pa akademika Jožeta Pirjevca. Pa bi najprej dala besedo kar Zdenku Čepiču. Hvala. Moram reči, da malce treba dati na to, ker gre za resno stvar. Torej, gre za pisma iz mojega mlina starejših občanov. To je bil prvotni naslov, kot je hotel Janko Pleterski nasloviti to knjigo. Nekako smo potem ugotovili, da ta mlin starejših občanov res, kot je tudi v predgovoru napisal, malce spominja na heraldnico in ne bi bilo preveč jasno. Torej, to je knjiga, v kateri je objavljena razmišljanja, torej Janka Pleterskega, zgodovinarja z bogatimi življenjskimi in preklicnimi izkušnjami, profesorja, politika, predvsem pa razširjenega razmišljujočega človeka. Torej, vsa pisma, torej, zakaj jih imenujemo pisma, je pojasnil s tem, da gre pri tej obliki tudi v primeru zgodovinarja za proste spise, način sporočanja misli, ki ni vezan na tip sporočanja izsledkov neke nove raziskave, se torej nanašajo na dobo druge svetovne vojne. V tem obdobju slovenske zgodovine, torej, kot je sam napisal, ki se nikoli ne konča, oziroma se očitno še ni končalo, se je ukvarjal predvsem od začetka 90-ih let dalje. Pri tem se je ukvarjal raziskovalno, publicistično, predvsem s politično zgodovino druge polovice dolgega 19. stoletja in s problematiko Koroške. Seveda, dolgo 19. stoletje je tu omenjeno zaradi njegove ene temeljnih knjig, torej prve odločitve Slovencev za Jugoslavijo. Torej, v tej knjigi pisem, ki jo danes predstavljamo, spregovori o revizionizmu v zgodovinopisju, o revoluciji, o kolaboraciji, o pomenu države, suverenosti in samoodločbi ljudstva, skratka o odgovornosti v času odločitev. Predvsem pa piše o odgovornosti zgodovinopisja, zgodovinarjev tega obdobja. Avtor se oblike sporočajo svojih misli, svojih mnenj in pripomb o zgodovini in zgodovinopisju prek pisem poslužil, ker je bil, kot je sam zapisal, zaradi bolezni prisiljen zapustiti, zdaj pa citiram citat, zapustiti posvetno rabo dejavnega zgodovinarja in je požgal svoje ladje, ko je svoje nabralo raziskovalne papirje, da tako rečem, torej gradivo izročil Arhivu Slovenije in svoje zbrane strokovne knjige predal znanstveno raziskovalnemu središču v Kopru. Njegove besede so, citiram, zgodovinar je bil tu nekoč navzoč, zdaj je tu postal človek, ki piše posthumno, kolikor ga je še preostalo, zato pa morda bolj sproščeno in neposredno sočloveško. Konec citata. Torej, dr. Janko Pleterski, zgodovinar, pokojni profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, raziskovalec naše pretekle in novejše dobe, časa v sredine 19. stoletja pa vse do danes, akademik, torej od leta 1993 redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je vsekakor človek, za katerega je mogoče upravično reči, da mu leta, rojen je bil v začetku leta 1923 v Mariboru, niso načeli njegove prodorne misli, s katerimi je obogatil slovensko zgodovinopisje. Svojim znanstvenim delom je trajno zaznamoval slovensko zgodovinopisje od srede 19. stoletja dalje. Vsekakor sodi med ključne osebnosti slovenskega zgodovinopisja zadnje tretjine 20. stoletja. Pleterski je v vrsto monografij, razprav, predavanj in drugih javnih nastopov podal bistvene prvine slovenske političnega razvoja v zadnjih 130 let. Njegov zgodovinarski opus je časovno, pa tudi problemsko zelo širok, zlasti
življenja Slovencev v določenem času in v določenih političnih razmerah, v kateri so živeli. Je kritični opazovalec in ocenjevalec časa in prostora, ki ga proučuje in ga prikazuje. Svojim delom zgodovinar je omogočil razumevanje slovenske, pa tudi širše zgodovine, ki še vpliva na naše življenje. Svojim raziskovalnim delom je obogatil naše vedenje o političnem življenju Slovencev v času nastajanja njihovih političnih strank do prve svetovne vojne oziroma nastanka prve jugoslovanske države in odločitve Slovence zanjo. Torej, poleg političnih odnosov med Slovenci v času pred prvo svetovno vojno se je raziskovalno ukvarjal s problematiko Korošk in koroških Slovencev, predvsem pa s tako imenovanim nacionalnim vprašanjem, ki je bilo živo v zgodovinskem spominu tako v času Habsburške monarhije prve in druge Jugoslavije. To vprašanje je bilo za Slovence v njihovi zgodovini pomembno in Pleterski ga je vrsto študij temeljito pojasnil. Vsekakor sodi med vrhunske slovenske poznavalce slovenskega narodnega vprašanja od njegovega nastanka dalje. Njegove znanstveno zanimanje zbudilo tudi čas druge svetovne vojne. Pri tem se je osredotočil na politične odnose med slovenskimi stranema, ki sta se vojni v senci okupatorja spopadla. Proučil je zlasti politično delovanje nasprotnikov slovenskega osvobodilnega gibanja, v prvi vrsti ravnanje rimsko-katoliške cerkve in njegovega vodstva v okupatorjevi ljubljanski pokrajini. Opozoril na vrsto nedoslednosti v delovanju cerkve pri nas v času druge svetovne vojne. Dr. Janko Pleterski je tudi aktivno deloval v razgibanem družbenem in političnem življenju zlasti v času demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Marca 90 je kot član predsedstva Socialistične republike Slovenije oziroma Republike Slovenije, član je bil v letih 88-90, pobudnik poskusa tako imenovane narodne sprave, narodne pomiritve, torej ni bilo govora o spravi, ampak pomiritvi, glede na različnosti razumevanja in vrednotenja druge svetovne vojne pri nas. Še vedno angažirano spremlja aktualne družbeno in politično problematiko, zlasti tisto, ki se odraža na področju zgodovinopisja kot sredstvo politike. Knjiga pisem oziroma misli in mnenj, to je razmišljanj, ki jih je Janko Pleterski izostreno izrazil v obliki pisem v pravem pomenu besede, intervjujev in zapisov, vsebuje 15 pisem ali 15 prispevkov. Njegova rdeča nit je razmišljanje o slovenski državnosti. Pri tem je poudarek dan na obdobju druge svetovne vojne, ko je slovenska država dejansko nastala. Razvrščena so po vsebini in nekronološko. Najstarejše je iz novembra 1991, v njem piše o kontinuiteti slovenskih narodnih odločitev. Ta prispevek je bil že objavljen v njegovi knjigi Senca Ajdovskega Gradca. Najmlajše pa je pismo poslano za objavo v delu junija 2016, v katerem Pleterski razmišlja o zgodovinopisni reviziji, k čemur ga spodbudil intervju dr. Vojna Godeža o tej problematiki, ki je bil objavljen v delu. Tega pisma bralcev uredništvo dela nikoli ni objavil. Torej, najdaljši tekst v knjigi je pismo Spomenki Hribar, glede na njeno mnenje o revoluciji, in to je Pleterska spodbudila, da je leta 2011 potoval z dolgim pismom iz Mlina starejših občanov, kot je naslovil, in kot se je predstavil in ga naslovil preklicati revolucijo v slovenski zgodovini. Posebno nov oziroma prvič objavljen je tekst z naslovom Historični in aktualni pomisleki o 50-letnici vstaje, ki je nastal leta 1993 in je historično aktualen tudi še danes, torej četrt stoletja kasneje. Namreč govori o vstaji na Primorskem leta 1943. Knjiga pisem je knjiga predvsem knjiga proti prevrednotenju zgodovine, torej proti divji reviziji, ko se daje dejstvom pojavom dogodkom na drug predznak, ki je sicer v veliki meri delo politike, manj zgodovinopisa, čeprav se to pojavlja tudi v zgodovinopisju. Dejansko sporočilo te knjige je dejansko v tem, kot je želel prvotno knjigo nasloviti, pisma o našem bitju zgodovinskega naroda tudi za jutrišnji dan. V vsebinskem smislu knjiga pisem prinaša nekakšno opozorilo zgodovinarjem, zgodovinopisju,
na kaj morajo biti pri obravnavanju predvsem predstavljene druge svetovne vojne pozorni. Kje in čem so kleči, v čem so nedoslednosti, kakšne so pomanjkljivosti v pisanju druge svetovne vojne pri nas. Pisma so nastajala od začetka 90-ih let prejšnjega stoletja dalje. V njih je pojasnil in tudi še zaostril kakšno misel, ki jo je sicer že povedal v delih, v katerih je obravnaval obdobje druge svetovne vojne pri nas. Torej, v mislih imam njegovo knjigo Senca Ajdovskega Gradca s podnaslovom o slovenskih jezikih v razkladni Evropi. To je izdal v samozaložbi leta 1993 in ta knjiga vsebuje članke, v katerih je obravnaval v glavnem čas druge svetovne vojne in svetovnega spopada, v katerem smo Slovenci aktivno sodelovali. Na obeh straneh vojske in takrat sodelovali na obeh straneh v vojni sodelujočih se držav. Vrsto prispevkov v tem času je objavil tudi v knjigi Pravica in moč za samoodločbo, podnaslov Med Metternichom in Badinterjem, še en podnaslov Študije, razgledi, poudarki 115 let po tretji odločitvi Slovencev. Torej, to je šlo leta 2008, pred 10 leti pri založbi Modrijan. Pri tem velja opozoriti na besedo poudarki, kajti knjiga Pisem je dejansko knjiga o preudarkih in poudarkih slovenske zgodovine druge svetovne vojne. Preudarki Janka Pleterskega v tem času in temah, ki se jih dotika, pa so vredni razmisleka in upoštevanja. Tisti, ki se z njimi ne strinjajo, naj vse razmislijo, kaj jim želi povedati. Morda bodo spoznali, da ima celo Pleterski celo pravo. Kaj ga spodbudilo, oziroma kakšen je bil nakip k razmišljanju in k pismu? Kot je pojasnil v spremni besedi te knjige, se je oblika pisem, torej sporočilne osebnih mnenj, odločil iz povsem praktičnega razloga. Da na ta način, ker se zaradi zdravstvenih razlogov ne more več ukvarjati z raziskovalnim delom, se deluje s svojim minulim delom. Znanjem in izkušnjami v slovenskem zgodovinopisju, v njegovi vlogi ustvarjanja slovenske zgodovine. Glede na objavljeno knjigi pisem mu je to uspelo. Če pa uspel, da njegovi misli vzamejo ali vzamemo vsaj v razmislek, ne vem, upam, da bo temu tako. Janko Pleterski se namarsi, kar se v slovenskem zgodovinopisju, torej zgodovina nam je itak dana, torej nam je vsem dodeljena, če nekoliko parafrazira Ottona Zupančiča, torej, kaj v slovenskem zgodovinopisju vznemirja in moti odziva, se Janko Pleterski odziva nekoliko jezno, so v narekovajih. Izhodišče in reakcija, ki so ga vodila in ga še vodijo, da se je tako odzval, je bila misel, ki ga je do izhodišča razpravljeni zgodovinarji iz držav nastalih iz Republik nekdanje Jugoslavije spomladi 2004 zapisal že pokojni kolega dr. Ervin Dolenc. Citiram, torej Dolenčev stavek. Za pravo kritično historiografijo je pri viziji pogleda na dejanje med drugo svetovno vojno ključno vprašanje, koliko je pripravljeno premisliti svoje interpretacije skupina zgodovinarjev, ki brani legitimnost revolucije ali vztraja na interpretativni paradigmi gospodinji boj versus kolaboracija. V tem citatu je Janko Pleterski podčrtal besedo skupina zgodovinarjev. Namreč te besede zlasti torej glede skupine zgodovinarjev je takrat Janko Pleterski razumel precej osebno. In je v mnogih prispevkih, ne le v pismih v tej knjigi, opozarjajo, da ni bistven problem druge svetovne vojne pri nas osvobodilni boj ali revolucija in njena nasprotna kolaboracija, ampak nasprotju osvobodilnega boja, torej naravni nasprotnik odpora okupator ali je odpor naravni nasprotnik okupatorja. To se pri nas v znanstvenem zgodovinopisu enostavno pozabi. Ali kar je še hujše, se namenoma zaobmočuje dejstvo okupacije, da se lahko zaradi tega govori o čisti državljanski, o tej, kako je prav dejstvo okupatorjeve prisotnosti in delovanja v njej umirjuje, je Pleterski napisal že veliko. Večkrat je v dolgih poglobljenih zgodovinopisnih razpravah pokazano bistvo kolaboracije. Torej, kot že prej omenjeni knjigi v Senci Ajdovskega Gradca, ki ga je izdal leta 1993 v samozaložbi. Ta dilema, ali osvobodilni boj ali kolaboracija, torej njuno soočenje, ki je tedaj
kot v resnem zgodovinopisno prisotno v politiki in njenem popularnem načinu izražanja, torej v politikanstvu, je vedno odprto vprašanje nerazrešeno in je v veliki meri osnovno motiv objavljenega v tej knjigi, torej v knjigi Pisanje Janka Pleterskega. V knjigi, ki je predstavljeno danes, Janko Pleterski tematsko loti v resnici nevarnega razmerja, kajti razmerje med odporom in njegovim domačim nasprotjem, kot se je kazalo kot kolaboracija, je v resnici nevarno razmerje, ki Slovence nevarno obremenjuje. Kljub željam po spravi, torej kaj naj bi z njo dosegli in kaj naj bi sploh ta pomenila, je to razmerje če dalje bolj živo in nič manj nevarno, kot je bilo v času vojne. Morda prav zaradi sprave, v kateri je želja v vojni poražene strani, da v imenu sprave izvede revizijo in spreobrnitev zgodovine in to tako, da v vojni poraženi postane zmagovalci in kot taki nastopijo v smislu, da zmagovalec piše zgodovino. Temu se Janko Pleterski v svojih pismih odkrito opira oziroma opozarja na dejstvo, ko govori o tem, da je historična revizija in na ta način ne more biti, da historična revizija na ta način ne more biti. Torej, enostavno povedala, črno ne more enostavno postati belo in obratno. Sicer pa Janko Pleterski zaradi svojih stališč opozarja na nedoslednosti ali kar napake v interpretiranju zgodovine in zgodovinskih dejstev ustvarjajo zase pravo nevarno razmerje. Spomniti se velja njegovega opozorila glede upoštevanja samoodločbe in z njo povezanim avnojem ob izidu 57. številke Nove revije, torej februarja leta 87, ko je postal za to, lahko bi rekli, sovražnik osamosvojitve številka 1. Kmalu se je pokazalo, da so bila njegovo opozorila glede takratne srpske politike in njenega razumevanja samoodločbe povsem pravilna. Namreč je imela samoodločba kot trajna pravica odločitve vlogo tudi pri osamosvojitvi Slovenije, če bi upoštevali stališča izražena v Novi reviji, enostavno te samoodločbe ne bi moglo biti. Zgodovinsko delovanje Janka Pleterskega je vsekakor družbeno angažirano, njih je opozarjal na zablode, ki se pojavljajo v zgodovinopisju. To je tudi pismo pisan, objavljeni v tej knjigi. Ko je v knjigi Narodi, Jugoslavija, revolucija pred več kot 30 leti prikazal dejstva iz razumevanja tako imenovanega narodnega vprašanja v zgodovinskem razvoju pri narodu, ki so živeli v jugoslovanski državi, je takrat eden najbolj objavljenih jugoslovanskih zgodovinarjev iz Srbije o tem delu Pleterskega menil, da je to najbolj nevarna knjiga. Uporabil je tudi izraz, da je to ena najbolj strupenih knjig, ki so bile natisnjene v Jugoslaviji po vojni, namreč v njej je Pleterski zagovarjal ne samo odločbo, ampak tudi federalizem in Tita, torej vse tisto, kar so Srbi takrat želeli izničiti. Knjiga, ki jo danes predstavljamo, sicer ni najnevarnejša knjiga, je pa njena vsebina sporočilo, ki v obliki pisem daje Janko Pleterskega nevarna za tiste, ki je zgodovinopisno razumejo prvenstveno kot sredstvo politike, kot krepelce nad svojim političnim ideološkim nasprotnikom. Tem, ki to tako počnejo, nekoč je rekel, da uporabljajo zgodovino kot pustovan, je v tej knjigi nastavil ogledalo. Vsekakor pa je to knjiga natančneje tisto, kar je avtor ne povedal, namenjen za jutrišnji dan, za nadaljne razmišljanje, razpravljanje in nasploh ukvarjanje z določenimi temami slovenske sodobne zgodovine, torej naprimer vprašanje revolucije, kolaboracije. Pač temam, ki so žive danes in bodo najbrž še dolgo, so nekakšni perpetuum mobile slovenskega naroda ali nacije, če hočete, in njegove politike. Torej, na koncu velja zahvala založbi Sofija, njeni urednici Tanji Velagič, ki knjigo uvrstila v program založbe v zbirko zelo povednim naslovom Pri viharjemu viharje, Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, ustanovi Franz Rosman Stane, namreč za podporo pri likovni opremi te knjige in opremljevalki Tanji Voladič. Seveda gre zahvala tudi sotrudnicama, torej pri ureditvi knjige Nevenki Troha in Tanji Velagič. Za konec
samo še misel, ki morda ne bo doben razumel, ampak gre tako, Betelgeca še vedno sije. Hvala. Zahvalim Zdenku Čepiču za trud pri urejanju te knjige. Zdaj bi pa dala besedo akademiku Božetu Pircu. Kakor je Zdenko rekel, je ta knjiga eno sporočilo. Bojim se, da je zadnje sporočilo Janka Pleterskega in v bistvu en njegov testament, ki je po svoje optimističen. Zaradi tega, ker se mu zdi, da smo še zmožni sprejeti en razmislek o naši zgodovini. In kakšen je ta razmislek? Ta razmislek je večplasten. A se sliši? Ja. Ta razmislek je večplasten. Zaobjema v bistvu celo 20. stoletje in izhaja iz ugotovitve, da smo Slovenci trikrat v tem stoletju se znašli pred nujo odločitve o svoji bodočnosti. Najprej o propadu Habsburške monarhije leta 1918, potem z drugim Avnerjem leta 1943, sploh z narodno-osvobodilno borbo in nato seveda z osamosvojitvijo. Za njega gre tukaj za eno dogajanje, ki je znotranje povezano. On absolutno odklanja tezo tistih, da se je naša zgodovina začela leta 1991. Trdi, da je dosti bolj razgibana in dosti bolj bogata in da je ni mogoče, tudi današnjega stanja, ni mogoče razumeti, če si določenih stvari ne razčistimo. Med tistimi stvari, ki je treba razčistiti, je po mojem tudi v tej knjigi jasno izpovedano vprašanje o vlogi naše cerkve v preteklosti in v sedanjosti. Pleterski se ne boji reči, da je naša cerkev skušala doseči politično in gospodarsko prevlado v našem prostoru, je tudi dosegla v koncu 30 let in da je uvedla režim, ki ga on imenuje klerofašizem, kar je usodno pogojevalo na to dogajanje med drugo svetovno vojno, kajti, kakor on ugotavlja, so voditelji Slovenske ljudske stranke še pred napadom Hitlerja na Jugoslavijo 6. aprila 1941 računali s tem, da se bodo povezali s Hitlerjem, da bodo iskali zaščito pod nacistično oblastjo. V svoji, bi rekel, naivnosti, politični naivnosti, niso razumeli Hitlerjevega identitizma in namena, da se polasti naše življenje. Hitler do Slovenije ni imel istega odnosa, kako je imel do Slovaške. Do Slovaške ali pa do Hrvaške. Do teh držav ni imel nikakršnega, bi rekel, sentimentalnega interesa. Kar se misli na nas? Ja. In tega zgleda naši vodilni ljudje v tistem trenutku niso razumeli. Iz tega seveda njihova napačna presoja, njihova napačna politika in vsa tragedija, ki je potem sledila. Pleterski absolutno zavrača idejo, da smo
drugo svetovno vojno državljansko vojno. In sicer ugotavlja, bazira to tezo in to nasprotovanje ideji državljanske vojne na dejstvu, da neke kolaboracionistične sile, ki je nosila najprej italijansko uniformo in ki je potem nosila nemško uniformo in je bila pomožna, v bistvu pomožna policijska sila SS, ni mogoče priznati kot subjekt, ki bi se postavil v interese slovenskega naroda. On je v tej svoji tezi zelo radikalen, pa še bi želel poudariti, da je tudi zelo pogumen. Kajti ni le apologet narodno-osvobodilnega boja oziroma komunistične partije, ki ga je vodila. Kajti eden izmed najbolj pomembnih stavkov, ki jih zapiše v tej knjigi, je naslednji. Domobranci so Slovence ubili dušo. Komunisti ali partizani, ne vem, se spomnim, da si je rekel, partizani ali komunisti? Partizani. So ubili telo. Jaz bi dodal k temu, da telesa je mogoče nadoknaditi. Samo pomislite, koliko teles so izgubili Rusi ali Nemci in vsi drugi, ki so bili zapleteni v vojno, pa se jih nič ne poznamo. Če ti uničijo, če ti ubijajo dušo, je dosti hujše. Mi od tega zločina se še nismo pogledali. Samo pomislite, koliko mrtvih duš imamo danes v Sloveniji. No, in po tem razmišljanju, ki je srednje v knjigi pisem, gre Janko naprej do trenutka osamosvojitve, ki jo je on odobral, pri kateri je sodeloval. Jaz mislim, da bomo šele v prihodnosti, ko bodo arhivi odprti, razumeli, kako pomembno je, da v tistem trenutku njegova vloga. Na sled način, on je stal na strani osamosvojitve, ampak ne takšne, kako so hoteli drugi osamosvojitelji. On se je postavil konflikt z Novo revijo, številko 57, češ, da pozablja v bistvu našo zgodovino, ker predlaga, da bi se Slovenci zmenili z Rusi, s Srbi, našli pač eno možnost, da se rešimo iz Jugoslavije, pustili vse ostale, pa v krempljah Beograda, ne da bi pomislili, da gradimo svojo osamosvojitev na pravici, na zakonu, ki izvira iz partizanskega boja, iz 2. avgusta in iz vseh tistih določb v 4 ustavah Slovenije oziroma Jugoslavije, v kateri je govor, da ima narod pravico do odcepitve in samoodločanja. Kot vi veste, je zaradi tega Pleterski bil zelo napaden.
odlikoval z zlatim znakom svobode, zlatim znakom svobode, so tisti osamosvojitelji, ki so ga dobili, predsedniku republike vrnili svoja oblikovanja v eni vreški zaškatli. S tem dejanjem so že povedali, kako nameravajo opravljati svoje delo ob vladi v naši republiki in so že nakazali tisti polom, v katerem smo. Tako da je, kot pravim, Janko Pleterski bil leta in leta protagonist naše intelektualne, ampak tudi politične misli. On je začrtal eno linijo zgodovinskega in razvoja, ki jo moramo vzeti v poštev, če hočemo ostati. Hvala. Hvala lepa tudi Jožetu Pirjevcu. Zdaj pa sprašujem sina Janka Pleterskega, če bi rad spregovoril kakšno besedo. Andrej. Ne, jaz ne bi nič povedal drugega kot to, kar bi povedal tudi moj oče, ker drugega tudi tebi bil sposoben, namreč da vse zelo lepo pozdravlja. Vse drugo, kar lahko bi rekel, je pač samo zgolj v mojem imenu. Jaz sicer seveda hodim k njemu, ga poslušam, se pogovarjava, vem, kaj on govori, kako razmišlja, ampak še vedno sem jaz in on je on, tako da ne bi zdaj nastopal kot njegov nadomestnik. Hvala lepa, sej v tem smislu niti ni bilo mišljeno, ampak pač reda radi. In hvala še enkrat in lepo ga pozdravljam tudi do našem imenu. Zdaj bi pa dala besedo publiki. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Misel, celo slišano. Zadržal sem se ob eni, po mojem odmevni misli na zemlji, Janka Pleterskega, ki omenja oceno Petranoviča za njegovo knjigo Narodi Jugoslavije revolucija. In iz te knjige, ki je po mojem ena od najbolj temeljitih in resnih zgodovinarskih del o tem jugoslovanskem razvoju, sta mi od 33 let nazaj ostale v spominu tri trditve, ki se mi zdijo, da so bistvene, zlasti ker Petranovič ocenjuje, da gre za najnevarnejšo, najbolj strupeno in najbolj sodno knjigo, ki je šla po vojni v Jugoslaviji, gre pa za naslednje stvari. Prvič, Pleterski omenja v tej knjigi eno izjavo, ki jo je dal sin Churchilla, Randolph Churchill, ki je bil z misijo poslan v Jugoslavijo. In v tem razmišljanju, skratka zgroženosti o tem stanju, trdi ta Randolph Churchill, pravi oče, kako naj se obnašam, kako naj razumem. Pravi, vem, da ljudje pridejo do bogatstva, do tega, da živijo na premožen način s svojim delom, s poslovnostjo, z dediščino. Pravi, tu živi v enem svetu, kjer so prepričani, da prideš do bogatstva in do moči na ta način, da druge okradeš ali okoli prineseš. Balkanizem, preko na tak enostavni način. Druga trditev, ki se mi zdi tudi aktualna za celotno epopejo tega jugoslovanskega razvoja, se nanaša na izjavo Nikole Pašiča.
imel razne trenutke, tudi krpske pogovore in tako naprej, to ni bistveno, ampak v eni zelo kondenzirani, zaokroženi misli o jugoslovanskem razvoju je izjavil, pravi, jaz si nikoli v nobenem trenutku svojega življenja in delovanja nisem zamišljal drugače kot to, da bi Jugoslavija, ki smo jo takrat stvarjali, bila razširjena Srbija. Tretja navedba. Leta 1944, jeseni, septembra, oktobra, ko se je približevala osvoboditev Beograda, Rusi so pritiskali z ene strani, tu jugoslovanski partizani z druge, so ugotovili, da v Srbiji ni dovolj partizanskih enot in partizanov, da bi približno osvobodili Beograd. Prešteli so jih 3000. Vemo takrat, koliko jih je bilo že v Sloveniji, pa na Primorskem, skratka, ko so leta 1941 iz Užic odšle te partizanske enote, so bile v Srbiji, Srbiji so bili seveda na najtežjih boriščih druge svetovne vojne, ampak v sami Srbiji se pravzaprav to partizansko gibanje ni razvilo do take stopne, da bi pomenilo en pomemben odločen dejavnik v celotnem poteku bojev in tudi v graditvi oblasti, ki se takrat tudi tam dogaja. Mogoče je, samo poskušam eno oceno dati, ki ni preverjena, ampak se v njej tudi govori, da je recimo po vojni, ko so v glavnem Srbi in tisti iz tega centra Jugoslavije prevzeli to novo oblast ministrstva in tako naprej, je prihajalo do raznih ugotovitev o sabotažah, o nesposobnosti teh upravnih organov te nove države in mogoče je to tudi bil rezultat dejstva, da pravzaprav ta glavnina v tej republiki ni šla skozi preko eno presvetlitev revolucionarne partizanske borbe, ampak dobro, to je za drugo diskusijo. Ko je bila v Sloveniji takrat predstavljena ta knjiga, ki je šla slovenska izdaja je šla za Beogradsko, ki je šla leta 1985 v Beogradu, sem jaz imel na uvodno besedo, ne vem, ki je bilo točno na tej lokaciji ali drugi, ampak to sem celo našel tam moj zapis, pa nisem šel tega prebrati. Zaradi tega, ker se mi je zdelo, da so te tri misli, ki so mi ostale v spominu, zadost za to, da konstruirajo pravzaprav en pogled, ki daje po svoje prav Petranoviču, ki je ocenil, da je to najnevarnejša, najbolj sodna knjiga in tako naprej, kar je po svoje res, ampak to pomeni, da je Pleterski v tej knjigi in glede teh vprašanj, ki jih nakratko omenjam, tako kot v celotnem svojem delovanju bil neposreden, oster, ni zbiral besed, ko je šlo za opredeljevanje temeljnih določnic določenih faz v razvoju Jugoslavije in zaradi tega pravzaprav je tudi razumljivo, da je recimo Petranoviča, ki ni bil ta glavni nacionalist srpski in mnoge druge ta stvar motila, ampak to so žal del zgodovine, ki jih je Pleterski takrat si upal jasno zapisati, povedati in so pravzaprav dale eno posebno luč v osvetljevanju tega jugoslovanskega razvoja, ki verjetno ni bil od vseh, ki so bili takrat na oblasti, zelo z obema rokama sprejet. Ampak bil je, Janko Pleterski je bil tak avtor, ki si je pravzaprav v času dogajanja upal povedati svoje mnenje, svoje misli in mislim, da tudi zaradi tega je prav, da se na ta način o priliki izdaje te knjige posvetimo tudi njegovemu širšemu razmišljanju, ki je gotovo pustilo v našo zgodovinopisju in širše veliko sledi. Hvala lepa. Jaz sem še
živečih članov predsedstva, v katerem je Janko izredno plozno in tudi v slovenski in jugoslovanski javnosti kot publicist in kot politik sodeloval. Omenjeno je bilo dokument, ki smo ga sprejeli na predsedstvo na temo ne osamosvajanje, ampak problem odnosov v preteklem zgodovinskem obdobju z eno sintagmo, ki je bila uporabljena z vaše strani, pomiritev. Jaz mislim, da se ta dokument takratnega predsedstva podcenjuje. To je ena od vsebinskih stvari, o katerih sem želel ob tej priložnosti bil pač pripravljen, da o tem spregovorim. Zdaj pa eno drugo aktualno vprašanje, o katerem je takratno predsedstvo odločalo o političnih razmerah na Slovenskem. Namreč v zadnjem času je mnogo govora tudi po tem prispevku Bavčarja v dveh nadaljevanjih v Delu na temo obdobje pred osamosvojitvijo. Jaz moram reči, da se zgodovinsko ni obdelalo ena tema takratnega predsedstva republike, v kateri je naš prijatelj Janko in še nekaj akademikov, ki so bili takrat člani predsedstva, sodelovalo torej in bilo dejavno. Tema takrat in ocene našega odpora prizadevanj srbskega vodstva, tako zvani miting v Ljubljani. Moram reči, da je predsedstvo imelo en forum, ki sem ga jaz takrat vodil, odbor oziroma Komisija za varstvo ustavne ureditve. Mi smo imeli takrat kompetence, nekak način nadzora nad organi oblastvene strukture, tudi policije. Mi smo imeli na tej komisiji dvoje srečanj, v katerih smo ocenjevali takratne zaostrene jugoslovanske razmere. V eni od teh sej smo tudi na nek način naložili policiji, da intenzivira spremljanje o dogajanju v Jugoslaviji, ki je pač nakazovalo že bodoče globoke spremembe. Končno smo, ko je bilo opredeljeno, da se bo izvršil miting in s tem v bistvu prevzemanje oblasti novih struktur po republikah, je ta svet temeljito razpravljal o stanju in sprejel na osnovi predloga takratnega sekretarja za notranje zadeve odločitev, da se temu mitingu in prihodu srbskih struktur v Slovenijo upremo. Jaz moram povedati, da je takrat predsednik Janez Stanovnik, jaz se zdaj ne spomnim, ali bil na tej seji sveta ali je čakal. Ko smo sejo končali in mu sporočili to odločitev, je v trenutku sklical takozvani kvorum pri predsedstvu. To je bila struktura posvetovanja, kjer so sodelovali vsi subjekti takratne oblasti. Predsednik izvršnega sveta, skupščine, teh političnih organizacij, SDL, Zveza borcev, sindikati in tako dalje. In na tem posvetu je v bistvu predsedstvo ne na formalen način, ampak sprejelo odločitev te Komisije za varstvo ustavne ureditve in organov za notranje zadeve, da se upremo.
Jaz bom še eno čisto posebno noto povedal. Jaz sem takratnemu sekretarju na koncu te seje postavil vprašanje, ali ti osebno odgovarjaš za to, da bo odpor uspel. Je rekel, da. Naša struktura je sposobna tega skupaj z drugimi subjekti, da se temu upremo. To se pravi, to je ta odločitev. Na tem kolegiju je sledilo po zakonu dejavnosti izvršnega sveta takratnega, skupščine in drugih subjektov političnega sistema. Ta redosled poznamo. Ampak v bistvu odločitev o odporu takratni jugoslovanski strukturi je bila torej sprejeta v političnem vodstvu Republike Slovenije. In mislim, da se to podcenjuje, ker se danes forsira neke ocene, češ, da je to popolnoma samostojno, ta odpor se je izvršil v organih državne policije in teritorialne obrambe. Za temi odločitvami je stalo absolutno politično takratno vodstvo Republike Slovenije. Hvala lepa. Ja, jaz bi rekel, treba dati priznanje organizatorjem tega posveta. Jaz mislim, da Janko Pleterski dejansko zasluži za to, da se ga spominjamo in škoda, da danes ni prišel, sin pravi, pač ni hotel, jaz sem ga klical, Janko pridi in rekel, Ivan, jaz sem slep pa glup, kritični do sebe. Tako da, hvala, da ste to organizirali in jaz mislim, da smo Bojankota spominjali in smo se ga dolžni spominjati. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kakšno mnenje, vprašanje? Hvala lepa. Torej, pozdravljam vsem sedasino. Od mene je izredno žal, da profesora ni med nami, vendar dve stvari, ki mi pridejo na misel ob tej spravi, ob teh tekstih. Namreč prvo, že ko sem se sem prejel, sem rekel, grem zopet na eno lepo razpravo in lepo govor zgodovinarjev, ker tisto, kar nam danes manjka, seveda to, da vsi, ki govorijo o zgodovini, to govorijo izven časa in prostora. To je naš, po moje, tako kot izgledam skozi svoje oči, v parlamentarne oči, jemljajo stvari, dejstva popolnoma izven konteksta časa in prostora. In zato seveda potem so rezultati popolnoma napačni. Zato seveda tudi, ko imamo to nesrečnega Junckerja, ki ga sicer res popolnoma nič ne maram, z njegovih ekonomskih pogledov, vi veste, da je rabo nekaj let, da je zdaj prvič govoril o socialnih problemih, tudi o kmetijstvu je govoril prvič pred 3-4 meseci, prej pa leta nič, ampak pustimo. Zdaj pa je šel počastiti Marksa, ker je pač 200-letnica rojstva. In seveda Marks ne more biti kriv za nekaj, kar se nam je kar se je zdaj dogajalo v imenu tistega, ki so se nam ga sklicevali. To je seveda ta, bom rekel, pogled. Drugo, tisto pa, oziroma tretje, kar bi pa skoraj moral reči pa naslednje. Namreč, ko se udeležujem teh razprav, ali je vprašanje sprave, ali ni sprave, ali tako drugače premenujemo. Tak odnos med tistimi, ki so bili pač na eni in drugi strani. Sam seveda temu rečem sprava, ker ne bom rekel tisto srpsko reduša, ni šija regulac, zame je to sprava izraz, ki pomeni preprosto to. Zmagovalci morajo biti tolerantni do poražencev. Res pa je, da sprave v pravem pomenu ne more biti toliko časa, dokler poraženci, oziroma tisti, ki so bili SS-ovske pomožne čete, ne priznajo svojih napak in so tudi katoliška cerkev, kar je popolnoma jasno tudi Janko Pleterski, doktor Pleterski na to pozarja. To je po moje vsa, to je za moja poenostavitev lahko, ampak vendar na ta način si razlagam tudi to spravo. Seveda parole sprave ne sme, ne more biti ta, mi pa ni najbližji in moram seveda ne glede na spoštovanje člane predsedstva Božjevske organizacije, tu sedeče in tako naprej, reči, da mi ni blizu. Jaz sem zato, da se na tem tega,
da se da te stvari čudimo, pa se pravi stvari pogovarjam, ne bodo, ker napake ne bodo priznali tudi na ovi strani. Hvala lepa. Hvala lepa, Mica. Dopolnila bom kolega. Ja, priznam svojo krivdo, ampak obe strani, pa spomnim, ki imam teza. Obe strani, vsaka svojo krivdo naprej pozna, potem se citiram svojega. Saj mislim, da v tem smislu je šmor. Je treba, da obe strani se s tem strinjata. Jaz moram reči, čisto svojega osebnega stališča mi je bliže beseda pomiritev, ampak to je zdaj že izven debate današnjega dne. Še kdo mogoče? Če ne bi jaz vprašala naša dva predstavitelja, če hočete še kaj dodati? Ne, mislim, povedali vse, kar je bilo glavno povedali. Potem, prosim. Ja, nažalost, če imamo kozarček, ampak vse lahko tudi v mislih spijemo nekaj na Jankotovo čas. Hvala lepa, da ste prišli, hvala lepa.